Lucija, tema moškost, prostata sta povezana, torej prostata je moška spolna žleza, zato so da moški v takih stvari, ko nam enkrat povzroča težave, nekoliko ne radi govorimo, ali pa saj mogoče generacije starejše so teže, današnje nekoliko lažje. Kako vi vidite ta del pogovornosti na te teme, vaša ženska perspektiva na to, pa mogoče še na svet moški? Mogoče prva prepreka ali pa kar uvira tlele moški ponos. V to so nekako že fanti vzgojeni. In je te komunikacije, da ima moški težave mogoče manj, ker ne paše v imidž moškega, to so junaki in tako. Ampak prvi korak je, da si težavo priznaš, ker potem lahko ukrepaš. Zdaj, kje to skomuniciraš, je pravzaprav vseeno, a se to pogovoriš najprej doma, greš k zdravniku ali s svojimi kolegi. Važno je, da ukrepaš, da ni prepozno. To bi bil en tak vpogled in nasvet. Ja, tako je. Ta čas, ki ga ne smeš zamuditi. Tudi zaradi tega, ker so težave, ali so benigne ali maligne, take, da jih sami težko ločimo. Simptomi so zelo podobni. Tako? In tako da se mi zdi, da je mogoče tudi to eden od vzvodov, ki moške, ravno v tem zavedanju moškosti in moči, ki se od nas pričakuje, napelje k temu, da kljub samo o tem govorimo, ali pa saj gremo do zdravnika, ker vemo, da težava lahko preraste v kaj resnega, ker je tudi žensko okrožujoče, da tega pa res možeš ne. Res je. Tako da sprejmemo, bom rekel, tako situacijo, mogoče tudi za nekaj, kar je bolj normalno. Pa tudi, kot ste že omenili, enkrat je mogoče danes bolj v trendu tudi to, da se moški zavedamo, da je pokazati tudi drugo plat, ne samo jekleno plat, ravno tako del enega in istega dela organizma oziroma naše biti. Res je. Je pa tudi zanimivo, da imamo različne časovne trakove, kdaj ena manjša sprememba postane težava. A je to 2 dni, a je to 1 teden, mesec ali leta? Kdaj je prepozno? Ja. Ker se prikladejo, skratka, to je nekaj, kar ni kot prehlad, enkrat pa gripa. Visoka vročina, vse te boli, ki jih kaškaš. Se ne spomniš točnega datuma, zdaj se je to začelo, ampak koliko časa opažaš te spremembe in kdaj je fino, da jih tudi skomuniciraš? Ja, to mislim, da je pomembno. Skratka, če kar lahko da rečem danes kot na svet je, da če se kdaj te težave pojavijo, da smo na to pozorni. In da to tudi ne sprejmemo kot nekaj, kar zmanjšuje našo moškost in našo vlogo, ampak pravzaprav na nek način. Tudi to, da si zaupaš v svojem družinskem krogu, lahko o tem pogovarjaš, ali s prijatelji, pravzaprav kaže samo to, da sprejemaš te stvari normalno, kot del tvojega življenja. Kot za ženske menopavza ne pomeni zaključek, ampak pomeni krasno obdobje, ki ima svoje simptome, ki so lahko neprijetni, ampak pomeni pa tudi nek kvalitativni razvoj v življenju. O tem bova in bomo tudi še kakšne besede v prihodnje. Tako. Hvala lepa. Hvala. Farmedika, vaš partner pri zdravju.